Glejte, mogočen slap. Skor človek čelado nocel. Popolnoma nič žal mi ni, da se tlele vlačem, ker, glejte, je izredno lepo. No, od tukaj pa je vse še lepš. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes sem pa na Štajerskem, v bližini Maribora. V Mariboru sem imel ene poslovne opravke in ker sem jih dokaj hitro končal, sem rekel, bom jaz še izkoristil, da grem kaj pogledat. No, in zdaj trenutno se nahajam na slapu Skalca oziroma Framski slap. Ni še tle, dol moram iti. Tako da pol se pa še tle malo zapeljem po Pohorju. Grem še ene par lepih stvari pogledat. Tako da poglejte si ta krajši video, krajši kakor ponavadi do konca, ker bomo videli nekaj lepih stvari iz naše lepe Slovenije. Zdaj gremo pa kar dol. Glejte, tamle sem avto parkiral čisto ob cesti. Ta slap Skalca oziroma Framski slap je označen. Tle pravijo, da je nevarnost drsov in padcev. Tlele tale pot dol vod, po mojem, to ni več kakor 100 metrov. Tle so tudi lepo uredili, napisali. Tole bom zdajle jaz pogledal. Pot do slapa dol je zanimiva. Po mojem bo tukaj, ja, lejte. Sam seveda, če ga hočemo videti v vsej svoji lepoti, moramo priti do dol. No, naj vam pa povem, da tam, ko sem bral o tem Framskem slapu oziroma slapu Skalca, sem prebral dve zanimivi stvari. Prva je ta, da so to reko uporabljali že tudi nazaj v preteklosti, zato da so les dol spravljali. Tole pa mogoče majčkeno razpada, ampak bo. No, ta druga, še bolj zanimiva stvar je pa ta, da so pred 2000 leti iz tukaj Rimljani naredili vodovod za Ptuj. Ne moreš verjeti, pred 2000 leti, tako da meni je to fascinantno. Lejte, še malo pa smo pri slapu. Poglejte tole. Veliko lepš, kakor sem mislil, da bo. Me je presenetilo. Ful lepo hladno. Lep tale mostiček, ki so ga naredili. Glejte, tamle se pa neka pot nadaljuje, tako da zgleda, da je krožna, tako da bom šel nazaj pa po tisti strani. Zelo lep slap. Bom naredil tudi fotke, tako da te pa lahko pogledate na mojem Instagram profilu. Na Instagramu me najdete po Tomaž Gorec. Pa seveda, če me še ne sledite na Instagramu, me zasledite. Evo, tole je tale kratka krožna pot. Jaz sem zdaj tukaj že v višini slapu. Zdaj pa sem še 3 do 5 minut do avta. Tako da, če boste na Pohorju, se vam tole splača iti pogledat, ker je lepo, saj ste sami videli. Zdaj sem pa že na Mariborskem Pohorju. Glejte, kakšen super razgled. Zadnjič sem tukaj bil, da je bilo poletje, po mojem v 6. razredu osnovne šole. Tole tudi občudujem, imajo eno biciklistično stezo, se pravi takole. Tu bom jaz enkrat šel. Sicer bom polahko, ker se zavedam, star ki si, če se polomiš, si ga na J. Zdaj se pa nahajam v rezervatu Šumik. To je na Pohorju in tukaj naj bi bili 3 slapovi.
Najprej sem mislil, da sta samo veliki in mali šumik. Zdaj, ko sem pa majčkeno Google pogledal, bolj natančno vidim, da je pa še en vrenski slap. In to se more tukaj nekje nahajati v dolini, ampak jaz sem se zdaj že dvakrat pelal gor dol in čist nobene table, kje pride do teh slapov. Tako da bom se mogel ubuti v merelke in je kar nekje takole dol direktno. Tlele mi mogoče majčkeno zgleda, da vsake toliko časa kdo gre. Bom šel kar tlele dol do vode, pa kamor pridemo. Ja, ne, čeprav tle noben ne hod. Ampak, dober, mogoče bom nazaj videl, da je kakšna čist normalna pot, samo jaz ne vem za njo. Ampak, če jaz ne vem, še kdo drug ne ve, tako da kakšna tabla tlele zagotovo ne bi falila. Jaz imam občutek, da se do teh slapov pride z kakšne druge točke. Ker tlele pa zdaj, lejte, tako strmo dol, nobene poti nič. Ampak zdaj jaz ne bom druge iskal, bom pač tle dol šel, sej lepo je videti, pa da vidimo, kam pridemo. No, drugače pa zelo lepa soteska, sam lejte malo je strmo, pa težko do nje prideti. Sej človek bi že temu rekel slapa, ne? Ne bi se bilo tudi lepo namočiti, ampak nič, mi gremo še kar dol, če se bo seveda dalo. V bistvu tle, lejte, vse skup je en slap. Lepo. Ampak je pa planinarjenje. Popolnoma nič žal mi ni, da se tlele vlačem, ker, lejte, je izredno lepo. To je skozi slap, bi rekel, kanjon. Super. In kaj tale voda? Prav, da bi se človek noter vrgel. Sam nimam ne brisače, ne kopalk. No, kopalk tle res ne nocam. Pa prijetno, fino, hladno, res je dobro. Tako da boste vedeli, kakšna je pa pot, ne? Pa ni Bog ve kaj. Prej sem se pritoževal, da ni nobenih smerokazov. Glejte, mogoče boljš, da jih ni, ker če bi bili, bi šel kje druge in ne bi vsega tega lepega videl. Glejte, še malo imam, da pridem čisto dol. Pa bo treba pa še gor. Ampak načeloma je gor zmeraj lažji kakor dol, tako da gor bom šel kar direktno. Pa lejte, ni to lepo. Meni se tole tako fantastično zdi. Tako da zdaj bom še naredil par fotk. Bojo lepše kakor tole na videu, boste videli. Poglejte na mojem Instagram profilu, Tomaž Gorec me najdete, pa naročite se oziroma zasledite me, ker bojo res lepe fotke. Pa ne samo tle, od vse posod. Poglejte to, ljudje. Jaz se tle spuščam ko Indiana Jones in evo, ko pa dol pridem, lejte, pa opremljena pot, lejte, zajla. In to ne bi bil ta spodnji slap, da sem tle dol prišel, to je trajalo. Lejte, tlele gor je veliki šumik, še dol je pa mali šumik. Zdaj pa ne vem, kam bi šel najprej. Sta pa približno obe dva isto deleč. Niti ne vem, kje bom gor prišel, nič ne vem. Dober vem pa, da bo lažji, kakor je bilo. Ja, tako da lejte, zgleda, da tle pride čist normalna pot, samo jaz sem jo zgrešil. Ja, tu se meni velika dogaja. Ampak soteska je pa fantastična. Zdajle
ki prihajajo še bolj vročni poletni dnevi. Ma nimaš bulga, ki tu, lejte, pa da se vržeš tole noter, pa vkopaš, pa ohladiš. To je noro. Poglejte, kako je lepo. Tle bi mogel imeti fotoaparat, pa filter, da bi bil dolg čas, zaslonke, da bi bil slab tako lepo zapacan. Bi bila ful lepa slika. Se pa bojim, da sem napako naredil, ker grem najprej na Velicga, mogo iti dol najprej na Malega, pa pol gor, pa do ceste. Ej sem pa glih kontra naredil, ampak kaj čmo. Pa sem prišel. Evo, to je slab, veliki šumik. Nisem hodil dolg cajta od tam spodaj, ki bi šel lahko gor ali dol. Ulejte, mogočen slab. Nisem si to tukaj na Pohorju predstavljal, da bi bilo kaj tacga. Tlele še en pritoček, tle malo vode spil, ker se mi zdi, da je zelo dobra. Paziti moram, da ne bom kepal. Ne smem pa že zato ne, ker bojo eni zelo vesel, bojo rekel, prav mu je, ker nikoli nič ne merka, ne? Ampak bolj malo manj merkat, ker pa doma leža tu, lejte. Mislim, slapovi so meni vedno fantastični, tako da sem vesel, da sem šel do tega. No in dol pa soteska, še tukaj ena majhna rečica. Lejte, ne, da sem ga pa ustral, lejte, tlele se pa ful dviga, celo zajla je. Neka pot in verjeten ta pot na cesto pride. Tako da jaz sem se za J najbrž. Bomo videli, glejte naprej. Kakor sem rekel, tle pa orenk plezalna pot za gor. Škoda, ker ne morem tle jet. Saj morda bom mogel pa še nazaj prideti, nikoli ne veš. Prej sem gledal na Googlu, kaj je tu za ena reka potok. Zdaj pa vidim tle taklo potok Verna in tole ne bi bil verenski slap. Ampak tu je slab skozi gor, če me ne vprašaš, 500 metrov. Tu sem zdaj prišel tle, ker sem že bil in zdaj pa nadaljujem dol, do Malega Šumika. Če bom prišel tle, bomo videli, aha, gre ta pot, tle sem se bojim, da mogo nazaj. No, tole ratuje čedale bolj zanimivo. Mislim, se ta sotecka je čudovita. Evo, zdaj pa še viseči most. Ž60 light. Aha, najbrž, da je telih desk 60. Če sem jaz tu prav štajerščino zastopil, ali karkoli že je. Fino so naredili. Tole bo pa mečken plezarice. Čist mečken, tamle od zadaj po mojem je pa slab. Evo, takole pa tole. Sodeč po mapi na Googlu, pa tudi na uč, sem šel že mimo tega slapa, tako da sem zdaj obrnil nazaj, pa saj sem ga videl, samo nisem videl nobene poti za dol. Ta pot naprej sem tamle videl, malo nazaj tablo ruše, tako da to gre v ruše, tako da jaz se zdaj vračam nazaj in grem, se pravi do tam, ki je una reka dol pretekla, plus do unga velikega šumika, pol pa gor v hrib, pa do ceste prišel, pa nazaj do avta. Tako da to bo ta prava pot. Evo vam pa še pokažem slab mali šumik, ki pridem do njega. Ja, poglejte, tlele sem jaz grešil. Tlele bi mogel dolje, da pridem do slapa in bom zdaj tudi šel. Se pravi, tlele je pa ruše, predvidevam, da greš po do rušle, priješ pa Holcarska pot, piše. No, jaz grem pa tlele dol do slapa, kakor se bo pač prišlo. Zgleda se tale pot malo zarašča. Včasih je bila, vidite, tamle celo neko tabelco, tudi markacijo. Zdaj se pa tlele je tole nekaj bil, bi rekel, verjeten
Plas, zdaj treba pa ja, nekako kele pridati. Bomo prišli, še vse smo pa bomo tudi tu. Poglejte, čez kažno mora človek jeti. Skor človek čelado nocel. Tle včas bilo nekaj, ne, lejte zajla. Ampak tu jim je zgleda vse porušilo, niso pa zrihtali nazaj, kar je logično, se po mojem je tle zelo malo turistov. Ali je bila pa ta zajla za kaj drugega, ne vem, aha. Dajte, tu bo po mojem tale slab. Mali šunik, manjši kaun, ampak vreden ugleda. Vidite, tamle gor so pa že zastavce na unem mostu, ki smo bili prej. Ja, čisto lep, soliden slap. In tudi lepa narava, lepa pot, tako da priporočam tole. Sem že nazaj pri slapu, veliki šumik in evo, zdaj se pa gor spušč, grem po zajelci, no to pa še enkrat ta slap, tako da zdaj sem ga zgor. Mečkam sem naveličan tega, ker nisem pričakoval, da bom tukaj. Bilo tega vsega, tudi tukaj je zanimiva pot, se ful dviguje, mogoče bomo celo še tle videli, kaj je zelo zanimivega. Tele se pa malo osvežim v teli čisti vodi, pa malo popijem. Temole tukaj bi celo rekel, lahko ena taka malo lažja ferata. Ja, ne, nič ne jambram. Hočem povedati, da je dober. Uživam, res. Uživam. Čeprav si tudi želim, da bi gor prišel. Ampak dan pa super. Tale pričakujem en super razgled dol na slap, da vidimo. Ja, no, zdaj, če bi se mi dalo, bi šel tlele dol, pa tamle najbrž malo bolj videl vse skup. Sam priznam, da se mi ne da. Res se mi ne. Morda sploh ne bi nič videl. Tako da kar gas naprej. Po Google zemljevidu je zdaj tle cesta gor dokaj bliz, ampak ta cesta, ta pot gre krke. Tako da je tam lepo, lejte. Jaz bom kar direktor udaril. Pa še stekel bom, tako da bom takoj. Prispel do avta, tole je bil kratek, ampak sladek izlet po naši lepi Sloveniji. Tole zelo priporočam, lepo, sproščujoče, nobene gužve. Še posebej zdaj, ko bo vročina, bo tle veliko stopinj manj. Tako da, če boste šli sem, ne boste nič zgrešili. Tako da ura je že malo čez 6, imam približno 2 urce do doma. Tako da grem direkt v Trebnje, imam še nekaj za narediti. Jutri pa nov izlet, pa poglejte si tudi na YouTubeu cel kup filmov, ki so odlična ideja za enodneven izlet. Tle imate na ekranu gor seznam, samo kliknite pa zberite, pa najdete, garantiram, zelo, zelo dobre ideje za izlet. Imejte se, adijo.